Tokrat v občinskem informatorju. Mestna občina Maribor bo morala vračati denar za evropski projekt. Na Muti neurje obnašalo strehe, podiralo drevesa in zapiralo ceste. V Selnici je med neurjem vrglo celotno streho na glavno cesto in jo zaprlo za ves promet. Neurje v Desterniku uničilo pridelke in poljščine. Gasilec Uroš, junak, ki je pomagal pri oživljanju 7-letne deklice. Monika išče svojo dvojčico, ki naj bi umrla po porodu. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Maribor je vodilni partner v projektu, za katerega so iz Evrope dobili denarna sredstva. A kaj, ko projekta niso izvedli do konca? Pilotna naprava za predelavo bioloških odpadkov je kupljena, a še vedno stoji v skladišču. Postavili jo niso nikoli, no več pa v prispevku. Mariborska občina bo morala vrniti evropska sredstva, ki jih je kot vodilni partner prejela v sklopu projekta Urban Soil for Food, del katerega bi ob vzpostavitvi urbanih vrtov morala biti tudi postavitev pilotne naprave za predelavo bioloških odpadkov. Smo dobili zahtevek za povračilo sredstev za nakup naprave, ki ni bila v tem procesu tudi žal ne preizkušena. Mi smo sekretariat zaprosili tudi za podaljšanje roka za vračilo, kar so nam 4.7. tudi uradno odobrili rok za vrnitev sredstev iz projekta Urban Soil for Food do konca leta 2023. Ker zaradi težav z lokacijo projekta niso uresničili, bo občina do konca leta morala vrniti več 100.000 evrov. 900.000, 970.000, nekje tukaj, to je bila vrednost teh komponent za napravo, vendar ko so naredili preračun, so ugotovili, da je potrebno vrniti 603.000, od tega pa še mora občina iz teh poračunov še nakazati okrog 250.000 tem partnerjem, tako da skupaj govorimo okrog 850.000. Podžupan pravi, da mestna občina ni krivec za to, da projekt ni bil izpeljan, da je na plečih javnega podjetja Snaga, da ta denar tudi vrne. Mi smo se za Snago tudi sestali, proučili nastalo zadevo, tudi Snago informirali o tem, da bomo vložili zahtevek za povrnitev teh sredstev iz tega naslova, tako da o tem smo Snago seveda tudi informirali. Sogovornika iz občine menita, da bi bilo bolje, da bi se kljub poteku ustavnega spora postavilo napravo. Moj predlog je bil tak, da bi se tej situaciji izognili. Snaga je ocenila, da je to za njih preveliko tveganje in so to možnost takrat zavrnili. Kot so nas tudi seznanili, naj bi šli v prodajo te naprave in bi se naj za prodajo te naprave Snaga povrnila ta strošek. Zakaj so tako hiteli takratno vodstvo z nakupom te naprave, če gradbenega dovoljenja, zato ni bilo, meni ni poznano, naprava je bila dobavljena in kupljena relativno hitro v tem projektu, ampak pravim, vsak partner ima svojo odgovornost. Omenjena pilotna naprava bi sprva morala stati v Dogošah, kar so tamkajšnji krajani zavrnili. Zato so pozneje lokacijo poiskali v sosednji Selnici, kjer pa je prav tako prišlo do nasprotovanj. Nadaljujemo pa v občini Muta, kjer pregledujejo škodo po četrtkovem neurju. To je odkrivalo strehe. Podjetju v industrijski coni je celo odneslo celotno streho. Podiralo je drevesa, tako da so imeli pristojne službe veliko dela pri intervencijah. No, podrobnosti pa je spremljala na terenu naša ekipa. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Muta so v četrtek zjutraj že pri svojem gasilskem domu videli razdejanje zaradi neurja. Ker je že na našo parkiriščo se poruši en večji kostan. Potem smo dole pa že neke informacije iz centra za obveščanje. Smo videli, da gre za res neko obsežno zadevo. Se je takoj aktiviral štab civilne zaščite Muta in so se potem zorganizirali, da smo si naredili ekipe tudi za stroji, profesionalnimi sekači in smo šli potem na več lokacij. Imeli smo več kot 30 odprtih lokacij istočasno. Do konca dneva so gasilci rešili večino zadanih nalog. Na začetku smo mogli res narediti neko selekcijo, da smo tiste nujne zadeve, ki je bilo ogroženi stanovanjski objekti. Imeli smo tudi avtomobile pod drevesi, večje objekte, da je bilo odprte strehe. To smo glavno reševali. Pol proti koncu dneva smo pa tiste manjše zadeve, ko se nam niso zdeli na začetku toliko pomembne, da smo pol sanirali. Ceste niso bile povsod prevozne, tako da niso mogli vse povsod takoj do kraja intervencij. Imeli smo največjo težavo, bilo je tam na eni domačiji, se pravi neki turistični objekti, ko so imeli tudi goste, smo se cel dan prebijali do njih, tam so nam res pomagali lastniki gozdov in ti profesionalni sekači,
ostalo smo pa reševali sami. Ja. Že na začetku neurja je prišlo do prvega izpada električne energije. Posledično temu tudi angažiranje vseh enot PGD MUTA, aktiviranje štaba civilne zaščite, prostovoljcev, občanov, ki so nekako z prvimi deli na gospodarski javni infrastrukturi sprostili ceste, začeli pomagati občanom, ki so utrpeli škodo. Tudi v industrijsko cono so morali, saj tam odneslo celotno streho na enem od objektov. Gospodarski objekt oziroma industrijski objekt v industrijski coni MUTA je imel odprto streho v velikem delu in kar nekaj takih lokacij je bilo, ki so bile nujno potrebne, da se pristopi k takojšnji odpravi oziroma odstranitvi teh težav. Naslednji dan je sijalo sonce, pristojne službe pa so sanirale prizadeta območja. Škoda je zelo velika, domačini, občani so utrpeli škodo na svojih objektih, na gozdovih, na njivah in zagotovo bo tu potrebna ena konkreten pristop glede ocenitve škode. Sama občina ocenjuje trenutno cirka nekaj več kot 50.000 evrov stroškov za prve operativne posege, za intervencijska dela, ki so bila potrebna. Imamo tudi informacijo z terena, več kot 50.000 evrov škode na industrijskem objektu. Turistični kompleks v območju občine Muta v bližini Mute na Grotini je utrpel veliko škodo, podrta drevesa, nekaj na stanovanjski hiši, nekaj na turističnih objektih. Imeli so goste iz tujine, tudi ti so bili oškodovani oziroma hvala Bogu pa seveda generalno, da nihče ni bil poškodovan. In to je tisto najpomembnejše, kar jih tolaži. Županja pa je še pohvalila vse ljudi, ki so nesebično priskočili na pomoč. Še ostajamo pri posledicah neurja. Naslednjega opozorila tudi županja Selnice ob Dravi Vlasta Karmel. Pravi, da so posledice nevzdržne. Prejšnji teden je namreč neurje opustošilo park pred šolo, prav tako pa je na eni izmed streh oziroma hiš odneslo celotno streho, tik ob glavni cesti. Na podrobnosti je preverila naša ekipa. Četrtkovo neurje je povzročilo veliko škode v Selnici ob Dravi in tako je bilo treba ukrepati v centru, na cesti, ki vodi od Maribora v smeri Dravograda. Ker je kar takoj po začetku prvo streho vrglo na glavno cesto Maribor-Dravograd in s tem zaprlo cesto, uničilo še drogove javne razsvetljave, poškodovalo še eno hišo in to je bil tisti takoj jutrišnji začetek, potem pa se je seveda v tistih dobrih pol ure, 3/4, koliko je trajala nevihta, zgodilo še polno nesreč drugih. Na srečo torej niso bila v vprašanje torej o življenju ljudi, kar je na srečo, da je bilo samo poškodovana lastnina. Številne strehe odkrilo, torej kot sem rekla, eno celo pravzaprav odneslo, številne hiše delno. Veter je naredil tudi drugo škodo, med drugim je podrl veliko dreves. Tukaj se zdaj nahajamo, torej pred šolo je ta park uničilo na pokopališču. Številne ceste v smeri proti Svetem Duhu na Ostrem vrhu so bile neprevozne zaradi tega, ker so drevesa padala. V več predelih je bila motena tudi oskrba z električno energijo, je povedala naslednji dan po neurju županja. Ker nekje so padli drogovi, elektrodrogovi, nekje so padla drevesa na žice in zato je bila torej cel dan včeraj motena oskrba z električno energijo v določenih predelih, motena z telefoni še danes zjutraj, kabelska televizija. Odvisno, kako hitro so potem izvajalci in pa gasilci, ki so res takoj torej zgodaj zjutraj začeli na delo, polno ekipe, kako hitro so uspeli torej reševati. Tukaj je zdaj bil še danes električar urejal električno energijo in pa telefon na območju tukaj pri vrtcu, tako da postopoma, kot odpravljamo, potem tudi torej saniramo, kjer je tam še najhujše. Glede na to, da je nato popoldan spet deževalo, so se bali dodatne škode, tudi plazov in odorov po hribovitih predelih. Mi imamo še vedno nekaj nevarnosti iz obdobja meseca maja in junija, ko so bile izjemne padavine, torej dan za dnem in razmočena zemlja. Zdaj se je vseeno nekoliko posušilo, tako da se nam zdi, da torej zdaj ti dve neurji nista naredili posebej novih nevarnosti. Nekaj območij še je, kjer bi se to lahko zgodilo, tako da to opazujemo, gledamo. Urgentne zadeve pa ta trenutek ne vidimo, da bi morali takoj ukrepati. Park ob šoli je neurje zelo prizadelo, morali so odstraniti vsa polomljena, podrta drevesa.
Ko na srečo je, da je bila nevihta, torej zgodaj zjutraj oziroma po noči, ko je bilo manj ljudi na cesti, ker je bilo polno cest zasutih z drevesi, torej da ni bilo otrok v parku in tudi da drevesa na srečo niso padla na neke objekte. Zdaj, da pa lahko to čim hitreje saniramo, smo pa pravzaprav po eni strani veseli, da je čas počitnic in da bomo do takrat, ko bodo otroci prišli, to poravnali. Sami občani, ki se pa velikokrat zadržujejo v tem območju, torej pa so zelo videvni in vidijo, da se dela in da je kakšen dan, dva še treba počakati, potem bo pa park sicer okrnjen, ampak vsaj delno se bo pa lahko uporabljal. Dejala je še, da se bodo strokovnjaki posvetovali, katere vrste dreves bodo nato posadili, da bodo lahko zdržala tovrstna neurja. Neurje ni prizaneslo niti občini Destrnik in njenim naseljem. V neurju je bilo odkritih več streh, podrto drevo je poškodovalo lovski dom, zalilo je eno klet, na javni infrastrukturi je bilo podrtih več dreves. Motena je bila tudi oskrba z električno energijo. Občani v neurju pa so utrpeli zdaj že vidno veliko škodo, predvsem na kmetijskih površinah. Tam smo bili tudi mi. No, poglejmo si podrobnosti v nadaljevanju. Takšno je stanje na njivah slabi teden po neurju. Buče preluknjane od toče, koruza uničena. Prav takšno je stanje tudi na drugih poljščinah. Kot pravijo tamkajšnji kmetje, je pridelek uničen. Obdelujem 20 hektarov poljedelstva, od tega mi je 90% toča stokla, nekaj malenkosti je ostalo. Hvala Bogu, požali smo nekaj ječmena. Od toreš smo mislili žeti pšenico kar tu zraven, ampak smo obželi, pa je bila prevelika zlaga, smo mogli ustaviti. Ja, posledice so najhuje, ker smo pač odvisni od krmenja živali, ne? Praktično vse karkoli imamo za krmenje krav in pač prašičev, je šlo vse pogobe, ne? Praktično. Bilo je neurje nenormalno. To se ne da opisati. V neurju je bilo odkritih več streh. Podrto drevo je poškodovalo lovski dom, zalilo je eno klet. Na javni infrastrukturi je bilo podrtih več dreves. Motena je bila tudi oskrba z električno energijo. Na pomoč so priskočili tamkajšnji gasilci. Nekje nas je bilo cirka 30 na terenu, kar nekaj časa, da smo odprli ceste in pa pomagali ljudem tam, kjer je trebalo pokriti stanovanjske hiše in pa gospodarske objekte. Posledice neurja so na terenu sanirali zaposleni režijskega obrata občine Destrnik ter gasilci obeh društev, PGD Destrnik in PGD Desenci, katerim se na občini zahvaljujejo za požrtvovalno delo. Z neurji in posledicami pa se na občini srečujejo praktično že od meseca maja naprej. Kot pravijo, poskušajo pomagati tamkajšnjim kmetom, ob tem pa pričakujejo tudi pomoč države. Prizadevamo si za naše kmete, ki so utrpeli kar veliko škode na kmetijskih zemljiščih, da bi se aktiviral državni načrt in da bi se popisala škoda ter da bi na nek način se jim povrnila škoda za nastalo situacijo. A kmetje, kot pravijo, so od pomoči države do sedaj videli bolj malo. Bo mogla država malo drugače gledati že z cenami odkupnimi. Če gledamo lansko leto, nekdo ti reče, zakaj nimaš zavarovano. Kako boš imel zavarovano, če je premija po hektarju 600 evrov? Kakšen je pa torej vaš apel države? Če gledamo, glede, da bi jaz prevzel kmetijo, ne vem, jaz ne vidim prihodnosti glede tega, ker je težava s tem, da vložiti moraš veliko, dobiš nazaj pa zelo malo. S tovrstnimi vprašanji se zaradi situacije danes ukvarjajo kmetje. Ob tem pa se poraja vse bolj zaskrbljujoče vprašanje, od česa bomo živeli. Prostovoljni gasilec iz prostovoljnega gasilskega društva Savci je v Termah Ptuj junaško pomagal pri oživljanju 7-letne deklice, ki se je utapljala v enem izmed bazenov. Obiskali smo ga, da nam je zaupal svojo zgodbo. V termalnem parku Term Ptuj se je v soboto v enem izmed bazenov v plitvejšem delu začela utapljati deklica. S punco smo se šla kopati, malo oddahniti se. Na kar smo prej, ko smo se sploh začela kopati, je punca videla, da moški nese mlado dekle na rokah ven iz bazena neodzivno, pa pač kliče pomoč, reševalce. Na to je mimo mene prihitel reševalec, pa ko sem videl, da nihče pač ne gre pomagati nič, sem rekel, da zakaj ne bi jaz. Skupnimi močmi so deklico začeli oživljati. Reševalec je že začel z oživljanjem, ko sem pristopil do njega, jaz mu samo pomagal, da sem punčke zvrnil glavo nazaj, da smo sprostila dihalno pot, pa
potem ko se je začela odzivati, po kakšni minuti pa pol oživljanja smo jo dala lepo na bok, da je pač voda stekla ven pa vse. Nato smo z drugim reševalcem, ki je že prišel, šla po ležalnik, da smo jo dali na suho pa pokrili, pa počakali na reševalce. Reševalci nujne medicinske pomoči so bili na kraju izjemno hitro, še pove naš sogovornik. So prišli, sem jim povedal, kaj se je zgodilo. Na koncu sem tudi ugotovil, da moški, ki je nesel punco ven iz bazena, je njen oče, tako da sem še od njega probal do prihoda reševalcev dobiti kakšno informacijo. Pa nič, pač njim sem še malo pomagal tam, pa pospravil za njimi, pa to je to bilo. Tudi oče deklice je ravnal zelo zbrano, pove prostovoljni gasilec. Med reševanjem njegove 7-letne hčerke je ohranil mirno kri. Bil je pač zraven, ampak se je vseeno zgodilo. Hitro te voda zalije, kaki bolj močen človek mimo tebe priplava, pa te že zalije, še posebej, če si manjši, tako je bila ta 7-letna deklica. Tako da se zgodi tudi napažnjeno. Uroš je gasilec, prostovolec pa tudi prvi posredovalec. Je kar priročno v dosti primerih, no. Sem imel skoraj več tak intervencij kot uradno. Vedno prav pride to znanje. Zaupa nam tudi, da sta z reševalcem deklico pripravila do dihanja brez upihov. Upihov ni bilo, ker niso imeli vreče za predihave ali ambuja, pa tudi defibrilatora ni noben prinesel, po mojem nekaj v termah je, ampak pač v tistem momentu v adrenaline ni šlo vse skozi, tako bi moglo iti, ampak je pa bilo uspešno, pa tudi stisi so bili vredi izvedeni, tako da se je dalo brez rešiti. Naš sogovornik sicer meni, da bi kljub uspešni reanimaciji nekatere zadeve lahko izpeljali bolje, oziroma bolj kvalitetno, predvsem kar se tiče opreme, ki je pri oživljanju ena najpomembnejših. Potem, ko smo že poročali, da se v zadnjih tednih v javnosti znova pojavilo vse več zapisov mamic, ki iščejo svoje otroke, ki bi naj umrli kmalu po porodu, pa se je tokrat na nas obrnila celo gospa, ki zdaj išče svojo sestro dvojčico. No, podrobnosti pa v nadaljevanju. Monika Naglič dvomi o smrti svoje sestre dvojčice. Tako ona kot dvojčica sta se rodili brez posebnosti, potem pa šok. Midve sva se v bistvu rodile obe brez kakršnih kolih problemov, komplikacij, karkoli. V bistvu ona naj bi umrla 3. dan, so ji rekli zdravniki. Po dokumentih, ki sem jih dobila, pa piše, da je umrla 2. dan. In so pol tudi pač rekli, da bojo oni poskrbeli za pokop, pa to tudi na dokumentih ne piše, kje je pokopana, da je pokopana, nič. Dvojčice po smrti mami niso pokazali. Nista se rodili prezgodaj, nista imeli nobenih težav ob rojstvu, pravi Monika. Vrsto let čutim, nekaj mi manjka, nekaj, da ni v redu, ker tudi mama ni vedela pač točno, kje je pokopana, tudi ko sem bila že manjša, sem vedno, ko sva šli na pokopališče, mamo spraševala, kje je pokopana. Ne je bilo ime Marija, ko se je rodila, in sem zmeraj na pokopališčih iskala ime Marija, ko sem bila pač še manjša. In sem z mamo spraševala, če je tu moja sestra pokopana, vedno je bil odgovor ne vem, kje je podkopana, vem, da je v Kranju na pokopališču, ne vem pa točno kje. Iskala je dokumente o smrti in nekaj je dobila, a podatki se ne ujemajo. In sem vedno imela en sum, da nekaj ni v redu. In potem je prišla ta afera ven pred par leti, da so otroke pač prodajali, da nekaj pač se raziskuje na tem, je meni dal še spet en zagon večji, da gremo to, da začnem raziskovati, da hočem, da dokumente oziroma hočem, da potrdilo, da je moja sestra mrtva, kar pa jaz dvomim, da je, in imam občutek, da še vedno nekje živi, pa da jo bom našla. Na dokumentih, ki jih je dobila na upravni enoti, piše, da je njena dvojčica umrla zaradi srčnega zastoja. V porodnišnici, ker sem dobila papirje, mi pač ta gospa ginekologinja, ne vem točno za imena, je povedala, da je pač umrla zaradi možganske kapi. Dokumente, ki so mi jih dali, pa piše pač, bili sva plod A in plod B, moja sestra je bila plod A, in pri obeh piše pač, da sva mrtve.
Pisali je pa bolezni neomejeno, srčen zastoj, možganska kap, sladkorna, astma, ni da ni. To sta mi pač moje prijateljice, ki sta medicinske sestre, ker to je v latinščini in pač nisem zastopila in sta mi pač one dve pomagale, da smo pač to pogledali, zakaj se je sploh šlo. To ji budi še dodatne sume. Morda bo do epiloga prišla kmalu. Na družbenih omrežjih je z zapisom iskala dvojčico in upam, da je že prišla do odgovora. Je lepo, da ljudje skupaj stopimo, res v takih primerih sploh. In tudi jaz sem dobila zdaj pač od ene, kako naj rečem, ne vem, gospe, mi je poslala sliko, da pač mojo podobnost z njo in tudi srečala se je s to gospo in rekla, da imava karakter isti in manj tudi klicala sem jo že to gospo. Ona pravi, da pač ne ve za nič, da se bo probala malo pri mami pozanimati, ker dvomim, da bo mama to priznala, če je bilo res, če so jo prodali. In čakam zdaj njen odziv, ker sem tudi pripravljena na DNK. Rada bi jo spoznala. Jaz upam, da je to, če ne bom iskala naprej. V pogovoru nam zaupa še, da ne bo odnehala. Saj si želim, da prav vse ženske, ki iščejo odgovore o umrlih novorojenčkih, te tudi dobijo. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. To sredo 19. julija bo v okviru festivala Arsana potekal koncert Ditke in Triam ter Ferija Lanška. Koncert bo ob 20:30 na trgu Ptujske gore, v primeru dežja pa v KPC Majšperk. Vstopnice so še na voljo v predprodaji. Pohitite. No, aktualno dogajanje pa spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam kar se da prijeten preostanek dneva in nasvidenje.